Lepo pozdravljeni v Slovenskih Konjicah, predvsem to imam v mislih naše goste in pa v prvi vrsti prisrčno pozdravljam ministrico za okolje in prostor, gospo Ireno Majcen, ki sicer pozna naše kraje, ampak tokrat je v posebni vlogi, da nekako zaključimo prvo etapo priprav na ene pomembne projekte, kar se tiče našega vzhodnega dela občine, to je poplavna varnost na območju Zbelovega in okolice. Namreč po nekaj desetletjih prizadevanj teh naših prebivalcev v Dravinjski dolini in nenehnem trepetanju za njihovo imetje in v končni fazi za njihovo življenja, smo v zadnjem obdobju nekaj let uspeli pripraviti projekt izgradnje protipoplavnih ukrepov. Tako daleč nas pa danes na tej prelomni točki, jaz temu rečem. Namreč združili smo moči skupaj Ministrstvo za okolje in prostor ter službe ministrstva in pa občinska uprava, da danes združujemo 3 projekte, ki so pomembni za Dravinjsko dolino. V prvi vrsti so protipoplavni nasipi, kar je naloga in tudi finančna sredstva Ministrstva za okolje in prostor. Projekt izgradnje novega kanalizacijskega sistema na Zbelovem, ker brez novega kanalizacijskega sistema tudi projekte protipoplavnih ukrepov v obliki nasipov ne more zaživeti. In pa še drugi projekt, ki ga izvaja občina, to je nov most na Zbelovem preko reke Dravinje. Pomeni sredstva državnega proračuna za protipoplavne ukrepe in pa sredstva proračuna občine Slovenske Konjice za izgradnjo kanalizacije in pa tudi mostu. Tako da s tem današnjim podpisom sporazuma pa bo občina tudi prevzela operativno izvajanje priprave in izgradnje nasipov, tako da čez 2 leti bomo se pogovarjali čisto drugačni sliki in pa tudi varnosti pred reko Dravinjo v območju Mlačin Zbelovega. Jaz bi se vsem skupaj, ki ste sodelovali pri tem projektu, gospodu Leonu Behinu, gospodu Prohinarju, gospe ministrici in pa tudi gospe državni sekretarki, ki je danes ni z nami, prisrčno zahvalil za kooperativno sodelovanje, da smo resnično znali združiti tisto znanje, ki ga stroka zahteva, in pa tudi kmečko pamet, da uspešno vodimo en projekt. In v pričakovanju tega podpisa bi predlagal, da pogleda oziroma da ministrica pove svoj pogled na takšne projekte, pa potem seveda tudi vsi ostali. Seveda pa smo na voljo tudi za vprašanja predstavnikov medijev. Spoštovani župan, gospod Miran Gorinšek, spoštovani vsi prisotni. Ministrstvo je v lanskem letu z kar nekaj gorenjskimi občinami oziroma občinami okrog Ljubljane podpisalo podobne sporazume, ki govorijo o tem, da se finančne sredstva zagotavljajo strani ministrstva, včasih tudi občine del sredstev zagotavljajo same. Prav izvedba in pa projekti pa se potem skupaj za občino izvajajo na terenu. In moram priznati, da sem danes zelo vesela, da smo prišli pa malo na štajerski konec, da bomo tudi danes, še posebej ob reki Dravinji, ki zna, ko so poplave, narediti veliko hudega prebivalcem ob njej, podpisali te sporazume. V delu, ki ga je potrebno seveda vložiti v to, da pride sploh do sporazuma, je vloženo veliko energije, tako da se jaz zahvaljujem tako župan tebi kot tvojim sodelavcem. Jaz vem, da je na terenu z ljudmi velikokrat težko. Včasih ne, ampak velikokrat je težko in tukaj občine imate neprimerno drugačen status, kot je status ministrstva. Seveda pa tudi sodelavci, tako naši sodelavci na direktoratu, kot tudi na direkciji,
morajo vložiti veliko truda, da do takega sporazuma pride. Ko pa pride do takega sporazuma, pa pomeni, da je veliko dela že narejenega in je seveda z razpisi potem možno pripeljati investicijo tudi do izvedbe. In sem zelo vesela, da smo se skupaj našli v prizadevanjih tudi občine, da uredi, tako kot je bilo že povedano, kanalizacijo in most. Dravinja je, če gledamo leta in leta nazaj, torej 40-50 let nazaj, poseben vodotok v Sloveniji. Namreč na nek način se ga je urejalo tako, kot se seveda vodotokov ne ureja. Torej, urejalo se ga je od izvira pa do, mislim, da malo pod konicami, in potem gor vodno od izliva v Dravo pa prišlo je do Majšperka. Torej, ta vmesni del, to je del majšperške občine, Makole, Poljčane in del konjiške občine, pa je še zelo sonaravna struga, kar je velika redkost. Ne v Sloveniji, ampak v Evropi, in to daje tej reki seveda neko posebno mesto oziroma posebno zavezo, da se pa na tistih delih, ko ogroža prebivalce, uredi ustrezno. Torej, v prejšnji perspektivi, ko bi še eventualno bilo možno kakšne investicije financirati s pomočjo kohezijskih sredstev, je na žalost ta del nekako ni bil izgotovljen. Sedaj pa s pomočjo vodnega sklada bo ta investicija zaživela in prepričana sem, tako sodelavci kot župan, da boste z krajani uspešno pripeljali investicijo v čim krajšem času do zaključka. Z veseljem. Hvala. Še mogoče gospod Prohinar, ko ravno na tej strani sedi, da pogleda obe svoje stališče. Oba moja predhodnika, tako župan v vodu kot minister, sta že veliko povedala tudi o projektu, o sestavi projekta, ki nekako v celoti potem vključuje 3 sklope, poleg naših, da rečem, vodarskih ureditev, protipoplavnih ureditev, še nov most in pa izgradnjo kanalizacijskega sistema. Jaz sem ravno tako vesel, da smo pred podpisom sporazuma, ki daje nov zagon temu projektu oziroma ga preveša v operativno izvedbo. Dejansko zdaj prihajamo na teren, tukaj tudi že v dosedanjem sodelovanju občina naredila ogromno delo tudi v dogovarjanju z lastniki kot pomoč pri pridobivanju zemljišč. Projekti so pripravljeni, so v zaključkih recenzije, v pridobivanju zadnjih soglasij in nekako računamo, da dejansko po podpisu tega sporazuma stečejo tudi izvedbe javnih naročil in pa gradnja v naslednjih letih z zaključkom do leta 2020 za vse ureditve. V ponedeljek 26. marca 2018 je bil v prostorih občine Slovenske Konjice podpisan sporazum o sofinanciranju projekta Protipoplavni ukrepi na Dravinji v naseljih Mlače in Zbelovo. Investitor Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga zastopa ministrica Irena Majcen, in naročnik Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa direktor Tomaž Prohinar, pooblaščata občino Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Miran Gorinšek, da izvede vse potrebne postopke za pridobitev projektne dokumentacije in samogradnjo protipoplavnih nasipov. Trenutno potekajo aktivnosti na pridobivanju zemljišč in dokončanje potrebne tehnične dokumentacije. Po načrtu je v letošnjem letu predvidena odmera in odkup zemljišč ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričetek izgradnje je predviden v začetku leta 2019, končanje pa v 2020. Vzporedno z izgradnjo nasipov bo občina Slovenske Konjice iz lastnih proračunskih sredstev zgradila novo kanalizacijsko omrežje ter nov most čez Dravinjo na Zbelovem. Pričetek gradbenih del pri obeh projektih je predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, končanje pa v letu 2019. Vrednost naložbe v vodno-gospodarske ureditve Mlače Zbelovo je ocenjena na 1,5 milijona evrov, vrednost kanalizacije na Zbelovem 1,3 milijona evrov in mostu 450 tisoč evrov. Celotna investicija bo znašala 3,25 milijonov evrov.